Zanimanje za naravne izdelke narašča, kar je dobro, s tem narašča tudi zanimanje sploh za lastno zdravje, za zdravo prehrano. Seveda, kar pa ni fajn, je pa, da ljudje včasih, ko nekaj na internetu na hitro preberejo, malo dobijo občutek, da vejo več kot neki strokovnjaki, ki so to študirali in potem ne upoštevajo navodil, še posebej, če jim včasih niso všeč. Tako da tukaj je še veliko možnosti za izboljšave v tej dvostranski komunikaciji med ljudmi in med stroko, da drug drugega se spoštuje. Tudi stroka mora spoštovati to neko mnenje ali te neke predsodke, ali jih upoštevati, ali pa v nekem strpnem pogovoru razložiti in argumentirati, zakaj v nekaterih primerih je pa le potrebno vzeti taka in taka zdravila, ali se cepiti in tako naprej. Tudi med rastlinami imamo strupene in podobno kot imamo te zelo strupene rastline, ki jih vsi izogibamo in jih nekako ljudje poznajo, ali pa saj ljudska medicina jih pozna in jih ne uporablja. Obstajajo pa tudi nekatere malo manj strupene rastline. Še posebej problematične so tiste, ki so kronično strupene, ki torej pri enkratnem, nekajkratnem jemanju nam ne škodijo, ampak pri daljši uporabi nam pa škodijo. En tak primer rastlin, ki lahko škodujejo, ki nam škodijo, recimo še posebej pri daljši uporabi, so tiste rastline, ki vsebujejo pirolizidinske alkaloide. To so recimo gabas, pa lapuh, pa repuh, tudi grind, ampak grind vsebuje veliko teh alkaloidov, ampak ga ne uporabljamo kot zdravilno rastlino. V zadnjem času pa ugotavljajo, zadnjih 5 let, da se pirolizidinski alkaloidi pojavljajo tudi v nekaterih izdelkih, pri katerih jih pač v prejšnjih raziskavah nismo ugotovili in domnevajo, da je to mogoče kot primес. Recimo v Nemčiji so našli primere rukole, še posebej, ker ima rukola take obliko listov, ki je podobna kot pri grindu, da je bilo nekaj listkov grinta v tisti porciji solate, kar ni nič škodljivo, ampak če bi to uživali 10 let, enkrat na teden po en listek grinta, bi si pa že lahko prišlo do poškodb jeter. Od zdravilnih rastlin je tudi nekako en tak lep prehod tudi na rastline, ki jih uporabljamo v prehrani. Česen je zdravilna rastlina, hkrati je pa tudi to živilo, zelenjava. Za mnoge ljudi je pa le rastlinska hrana bolj dolgočasna in z kolegico Darjo Kolar sva zato med drugim tudi naredila spletno stran, kjer kaževa, da se da rastlinsko hrano tudi pripraviti na zanimiv način. Drug stereotip o rastlinski hrani je, da ni hranilno polnovredna, da primanjkuje beljakovin, na primer. Tudi to v najnih izračunih kaževa, da se da narediti brez kakšnega hudega kalkuliranja. Tako da želiva spodbuditi ljudi, ne samo vegane, ampak vse ljudi, da ne čim več, tudi če se ne morejo meso odpovedati, ne pa vseeno čim več zelenjave, čim večji delež zelenjave vključujejo v svojo prehrano.